Spoštovane gledalke, dragi gledalci. Znani film Hočem živeti prikazuje zgodbo o nekem padu, ki skrbi za svojega edinega otroka, ki je preživel nesrečo. Je popolnoma nemočen, a na vsak način želi živeti. Hočem živeti se zdi je glavno teženje vsega živega. Celo tisti, ki si vzame življenje, je imel sanje o polnem življenju. Velika noč je praznik življenja. V 4. stoletju je Cerkev prvo nedeljo po polni pomladanski luni določila za praznovanje praznika Jezusovega vstajenja. To pri nas navadno sovpada s ponovnim prebujanjem narave. In mnogi naši sodobniki res doživljajo velikonočne praznike le kot praznik pomladanskega prebujenja. Ali bi se tudi človek moral vdati v ta ritem umiranja in nastajanja? Ali so sanje o večnem življenju, ki živi in tli v vsakem človeku, iluzija? Ta vprašanja si mladi in ljudje na vrhuncu življenja ne postavljajo pogosto. Pojavijo pa se prej ali slej ali vsaj ob koncu življenja. Ali smo ljudje kot drevesa, ki se nekega dne zrušijo in preminejo? Človeštvo se s smrtjo kot s popolnim izničenjem nikoli ni sprijaznilo. To dokazujejo vse velike kulture, Egipčani, njihove piramide, novomeške situle in grobovi ter nagrobniki ostalih kultur so dokaz za to. Ali bom res umrl kot odpadli sad od drevesa življenja? Ali me bo kdo ujel in vzel v svoje ljubeče roke, ko se bo utrgala nit mojega življenja? Da, nekdo to lahko stori. Na križu umirajoč je Jezus zaklical: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Evangeliji dokazujejo, da ta beseda, ta krik umirajočega Jezusa na križu ni šel v prazno, ampak ga je Bog Oče slišal in uslišal in tretji dan obudil od mrtvih. Jezus pa je velikokrat dejal, da bo tudi vse, ki verujejo vanj, obudil in obljubil, da bodo z njim deležni polnosti življenja. Zato je velika noč praznik veselega upanja, praznik življenja in njegove zmage nad smrtjo. Še zlasti za bolne, vse, ki trpijo in jih težijo bremena življenja in v tem okrnjenem zemeljskem življenju ne vidijo polnega smisla. Vsem želim blagoslovljeno veliko noč in poživitev vere in upanja v to novo in polno življenje in obilo velikonočnega veselja. Dragi krščanski bratje in sestre in vsi ljudje dobre volje, velika noč je zmaga življenja nad smrtjo in ljubezni nad sovraštvom. Je najstarejši in največji praznik Cerkve, ki razglaša najbolj veselo novico človeške zgodovine, da nas po smrti ne čaka prazen nič, ampak naš ljubeči Oče. Kristusovo vstajenje je jamstvo našega vstajenja v novo življenje. Grob je prazen in odprt, smrt pa je mrtva, zato ne iščimo živega med mrtvimi. Neznani pesnik je takole zapisal: Kristus živi, svet ga ne more pokopati, zemlja ni dovolj globoka za njegov grob, oblaki niso dovolj široki za pokrov njegove krste. Povzdignjen je v nebesa, a ga tudi ta ne morejo obseči. On živi v cerkvi, v kateri gori njegova ljubezen. On živi v resnici evangelija, ki osvobaja in razsvetljuje temo. On živi v srcih nesmrtnih kristijanov. Velika noč je temelj naše vere. Če se ne bi zgodila, ne bi imeli v kaj verovati. Kristus živi, aleluja. Zanimivo, da ob tako velikem zanimanju judovskih in krščanskih mučencev ni nikoli prišlo do kulta na grobu Jezusa iz Nazareta. Že to je samo po sebi dokaz, da so razumno verjeli, da je njegov grob prazen, da Bogu ni spodletelo, da ne gre za zlorabo in za zgodbo o neuspehu.
Kajti Jezus Kristus ne živi zato, ker se on oznanja, temveč se oznanja zato, ker on živi. Kaj nam oznanja velikonočno jutro? Zamislimo si popotnika, ki pride do razpotja in ne ve, katera pot je prava. Tam najde dve osebi, eno mrtvo in eno živo. Katero osebo bi vprašal za pot? Vsekakor živo. Jezus Kristus nam pravi, jaz sem vstajenje in življenje, kdorkoli veruje vame, bo živel, če tudi umre. Spoštovani, vsak je lahko sentimentalen ali pa skeptičen glede Jezusovega rojstva in vsak nespametnež se lahko na Božič smatra za kristjana. Toda, če na veliko noč ne verjamem v Kristusovo vstajenje, nisem vernik. Zato naj se odvali kamen z naših src, ne le z groba, kajti odvaljeni kamen ni zato, da bi lahko Kristus izstopil iz groba, ampak zato, da bi lahko mi vstopili in se prepričali, da je smrt mrtva, ni pa mrtev naš Gospod. Vam, vašim dragim in vsem ljudem dobre volje, želim blagoslovljeno veliko noč in pričevanje žive, uporabne vere, ki daje smisel.